Drage sledilke in sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni v novem podcastu, ki se bo danes dotikal predvsem tekme med Slovenijo in Španijo. V bistvu tole snemam takoj po tekmi, nekoliko še je glava vroča, ampak se bom potrudil biti čim bolj realen. Zdaj, ogromno tem se je za dotakniti. Kot sem rekel, od Slovenije, Španije do tiste tekme prej, Slovenija, Črna Gora, ki se še nisem dotaknil. Malo bomo pokomentirali same reprezentante, potem kaj se dogaja okoli svetovnega prvenstva oziroma ostalih reprezentanc. Tudi malo bomo že pogledali proti Ligi NBA, ampak lepo po vrsti. Če ste tukaj vnovič oziroma celo prvič, za naslednje analize, highlights Luke Dončića, ostalih od slovenske reprezentance in tudi mlajših kategorij, vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort, kjer boste kar se da hitro izvedeli oziroma videli nove zadeve okoli aktualnih košarkarskih zadev. Vabljeni, takšna podpora v obliki naročitve mi zelo dosti pomeni in valjda spodbuja v nadaljnjem delu. Ajde, gremo za res. Slovenija, Španija. Zdaj, neke lepše besede kot debakl se ne spomnim. Zato, ker če smo odigrali en polčas proti aktualnim evropskim prvakom, Mejduš, to ne bo dovolj, ne. To ne bo šlo tako. Španija ipak, čeprav so pomladili reprezentanco, v tem trenutku precej močnejša zasedba od naše. Žal se je to danes pokazalo. Malo so bili ostri, malo so tudi sodniki dopuščali to ostrost, nismo se uspeli privoliti. Bine Prepelič, svaka čast. Danes si se postavil gor, Hernan Gomez v aktualnem MVP-u, nisi se nazaj potegnil, da tako rečem, ampak glede tega ena pohvala, pa še druga pohvala za tekmo proti Črni Gori. Svaka čast. Tako da nekako se mi zdi, da si tu mogoče že malo kar kupil vozovnico za Azijo, no. Ampak nema veze. Ni dobro. Dajmo se zavedati ene stvari. Resnično dajmo se zavedati stvari, da ni Eda Murića, ni Čančarja, ni Gorana Dragića. 3 igralce iz prve petorke iz prejšnjega poletja pogrešamo. Dajmo se mi tega zavedati. Če prištejemo, da Zoran Dragić ni v formi, mislim, da bom hitreje bom končal, kdo je v formi. Saj sem že v bistvu v prejšnjem podcastu omenil, da ni zdaj čas, da bomo iskali formo, idealno formo naših reprezentantov. Zdaj se moramo igravati, ekipa se mora igrati, ampak zadeve kot zdaj stojijo. Tranzicijska obramba, to je milo rečeno katastrofa. Res slabo zgledamo v tem. Če smo v prvem polčasu proti Španiji še nekako prevzemali, pol v drugem polčasu več ni šlo. Še ena zadeva, res pomembna. V prejšnjem podcastu sem omenil oziroma pohvalil Luko Dončića za obrambo proti Grčiji, obe dve tekmi. Zelo ga bom pokaral za obrambo proti Črni Gori. Groza. Danes proti Španiji, se spomnim nekih in obrambni situaciji, v katerih bi on posebej sodeloval, ampak nasploh proti Črni Gori, stopi me na živec. Kakorkoli, lepo smo začeli, lepo smo odprli tekmo proti Španiji, mislim, da 4 ali celo 5 trojk zapored. Luka je imel fantastične podaje, mislim, da to v mojem zadnjem videu, oziroma zdaj že pred zadnjem videu lahko vidite. Te podaje so fenomenalne. Zdaj, marsikdo mi je že v življenju očital, da preveč hvalim Luko Dončića. Pustimo zdaj zadnjo tekmo proti Španiji, ker mislim, da je imel 16 od 4 rezidence. Čisto nič posebnega, drugi polčas, ništa. Nasploh, dajmo se zavedati, da Luka Dončić v slovenski reprezentanci močno odstopa. Glejte, proti Črni Gori v prvih 21 minutah, ko je stopil na parket, do tega trenutka je imel trojni dvojček. Zdajle, to ni normalna zadeva, ne? To ni normalna zadeva. V evropski FIBA košarki je tole unikaten primer, ne? Ampak to je popolnoma nepomembno zdaj. Pomembno je, da je Slovenija, milo rečeno, slaba. Dajmo si naliti čistega vina, tu smo slabi.
Če Luka nekako zgleda, Zoran Dragić me precej skrbi. Ojoj, Zoki mora čim prej ujeti formo, kakorkoli, kjerkoli. Zoki, prosim te, zbudi se. Večna dilema Morgan ali Tobi. Tobi je zelo malo časa tukaj, ampak se mi zdi, da je že do tega trenutka kar nekaj pokazal. Pa Morgan ne zdaj in zaostaja, pa vse se dopolnjuje z Dončićem nekaj, ampak zdaj iskati v vsem tem slabem neke iskrice upanja, celotno zadevo moramo obrniti, ker to ne zgleda v redu, no. Mislim, zdaj, težko je, mi smo navajeni neke konstante od slovenske reprezentance, ponavljajoč, Eda Murića imamo Vlatka Čančarja, imamo Goran Dragića, ja ne, nimamo jih, to so 3 igralci, ki jih moramo nekako nadomestiti. Že Aleksandar Sekulić je rekel, ne moremo jih nadomestiti, ampak moramo poiskati ekvivalentne zamenjave. Jaz jih ne vidim, prisežem, težko si je to zamisliti, da bi mi lahko to nadomestili, zaenkrat ne kaže dobro. Bine Plepelič nekaj zadeva, ampak dajmo biti realni. Ne moremo pričakovati od košarkarja, ki igra trenutno v belgijski ligi, da bi nadomestil Eda Murića ali Čančarja, ker sta približno podobne pozicije. Ne bo šlo. Tukaj sem predvsem mislil na Zorana Dragića, Nikolića, se pravi Blažiča, neke izkušene fante, ki zaenkrat ne kažejo tega. Samar, ok, proti Španiji, prejšnje tekme, Glasa sploh ne uporabljamo, pa ne pričakujem, da bo zdaj Glas rešil vse težave, niti približno, ampak mislim, da še sploh ni dobil neke priložnosti, ne. Kakorkoli, če gre malo nazaj na tekmo proti Črni Gori, jaz bi rekel, da je bila 3. četrtina moška košarka, moška tekma in pa konec, se pravi zadnjih 5 minut, če se ne motim, je bila tudi v redu košarka, vse ostalo za pozabo. Glavnem, Španijo čimprej pozabiti, prespati to zadevo. Zakaj? Jutri je nova tekma, kdo nas čaka? ZDA, Združene države Amerike, Dream Team kao. Tisto, kaj je ostalo od Dream Teama, torej nič, ampak vseeno, tole je reprezentanca, ki bo z ranen gan košarko in pa s takšno igro, kot ima Slovenija, jutri povozila našo izbrano vrsto. Se pravim jutri, verjetno danes, ker sem danes to objavil, ne. Tako da tale podcast bo za poslušati samo za en dan, obljubim, da se javim tudi po tekmi proti ZDA, ne, ampak ok, osredotočimo se še malo, osredotočimo se še naprej proti našim ostalim zadevam, proti ESP, drugim reprezentancam, pa še vseeno, ena zadeva. Luka naj bi pomagal pri odločitvi, kdo bo izbran izmed Američanov, Tobi oziroma Morgan, zdaj ne to dobesedno jemati, ne. Aleksandar Sekulić je v zadnjem intervjuju dejal, da bo Luka tudi sodeloval pri odločitvi. Ja, seveda bo. Luka je kapetan, to je ena, desna roka selektorja, že zaradi tega, ker je organizator igre. On igra največ pick and roll oziroma pick and popa z omenjenima centroma, ne. Dejstvo je, da bo on seveda pomagal strokovnemu štabu pri odločitvi, s kom lažje odigra omenjene situacije, s kom lažje čita igro, ne nazadnje s kom se boljše razume slačilnici do najmanjših podrobnosti. Ne dobesedno jema tega, kot se je marsikdo že vtaknil na kakšnih družbenih omrežjih, ne. Na tak način. Kot sem omenil, naprej, Nemčija je nabila Kanado na prijateljski tekmi, ne. Franz Wagner pa Schröder sta tu naredila svoje, to je manjše presenečenje, ampak zakaj je to pomembno? Prvo, ker je Kanada eden izmed favoritov, ker ima izjemno zasedbo, drugo, ker se z Nemčijo lahko neposredno srečamo v boju, v nadaljnih bojih, ne, se pravi v drugem krogu že, namreč, ne, tudi Avstralijo načeloma, ampak kakorkoli. Srbija je dobile Grke na Akropolis Cupu, se pravi v gosteh, medtem ko mislim, da, dajte me tukaj popraviti, ampak mislim, da je tudi Italija dobila nad Srbijo, ne. Potem, se pravi, tukaj mi vedno ven pademo nekako. Pol mislim, da sta Finska in pa Litva odigrali tekmo, pa mislim, da je bilo 2 točke razlike za ene ali druge.
Preveč je stvari, težko je slediti tempo, sej tako kot vsi ostali, ki me verjetno poslušate, ali pa 95 ostalih imate tudi svoje težave, svoje službe, svoje obveznosti. Težko je slediti vsemu, zato recimo tudi ni bilo podcasta po tekmi s Črno Goro, malo se pravičujem, no. Ampak kakorkoli, no. Še nekaj, v enem izmed mojih zadnjih videov je tudi, so tudi highlightsi Marka Morana Mahmutovića. Kdo je to? 16-letni fant, branilec Cedevite Olimpije, branilec krilo. Zakaj je to pomembno? 36 točk je dal v dvoboju proti Španiji na prvenstvo za evropskem prvenstvu do 16 let. Žal je naša izbrana vrsta potegnila kratko. 3 točke so bili prekratki proti Španiji, ki so predtem dobesedno marali, šarali po vseh nasprotnikih 50 pa 40 točk razlike, mi pa smo zgubili za 3 točke, pa upam si trditi, da v tej tekmi včeraj se je dogajala, oziroma zdaj, če to poslušate predvčerajšnjim, ni zmagala boljša reprezentanca. Resnično si to upam trditi, pa niso imeli sodniki vpliva, pa do določenih trenutkih, predvsem v zadnji minuti, so pač Španci zadeli, mi pa nismo, evo. Kaj reči drugega? Res, tu mi je tak škoda, ker so igrali fantje fenomenalno tekmo od prvega do zadnjega, resnično. Tako da pohvale tukaj slovenski reprezentanci do 16 let. Tu imamo fante, ki res obetajo od prej omenjenega Marka Morana Mahmutovića, tudi Ian Lazarevski, Lapajne center in tako naprej. Da ne bom koga spustil, res se fantje zaslužijo vse pohvale. Še ena zadeva, oziroma pardon, še dve. Antetokounmpo izpušča SP. Poškodba je enostavno prehuda, javil se na socialnem omrežju, da po nasvetu zdravniške službe mora izpustiti tole prvenstvo. Tako da mislim, da tukaj Luka Dončić ostaja največji zvezdnik prihajajočega prvenstva. Gremo še na NBA zelo hitro. Dončić versus Wembanyama. Prvi krok, mislim, da 25. oktobra, res prvi krok lige NBA, to bo zelo zanimivo, no, mislim, da bo tukaj gledanost zelo velika. Potem pa še tekma za Božič, seveda Luka Dončić proti, se pravi Dallas proti Phoenix Sunsem, to so zadnje novice. Tako, kako ste vi videli tekmo Španijo, tekmo s Črno Goro? Kaj vidite v igri slovenske reprezentance? Kaj pogrešate? Kdo je v formi, kdo ni, kaj je v redu, kaj ni, kaj hočete, spodaj lepo vabljenih v komentiranju. Mislim, da sem kar nekaj tem vam dal zdaj zagrizlat, vrgal marsikatero kost. Dajte jo spodaj ujeti v komentarju. Nadejam se, da lahko pokomentiramo marsikaj. Če ne takoj, pa se bom obljubim, da vključil v debato čez čas. Jutri tudi mene čaka malo delovna zadeva, ampak bomo nadoknadili. Ne pozabiti ob 21:30 proti Združenim državam Amerike. Do naslednjič, kot vedno. Hvala, da me spremljate, resnično cenim. Vsak vaš všeček, vsak vaš komentar bo pomagal temu algoritmu in pa seveda, da se naročite na moj kanal, da boste čim prej obveščeni o novih zadevah, novih highlightsih in tako naprej. Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta. Bodite lepo, do naslednjega slišanja. Lepo vas pozdravljam. Hvala in lep pozdrav. PS. Upam, da ste v redu po teh ujmah, ki mi ne grejo z glave. Malo prepozno sem tole omenil, pa vendar šteje tudi na koncu. Upam, da ste v redu. Upam, da lahko pomagate tistim, ki nujno rabijo pomoč ali pa si zdaj sami ne morejo pomagati. Dajmo držati skupaj v teh zelo čudnih časih. Srečno!